A tukaj je Štrukli fest. Mama mia, vsi avtocesti so zaprti. Skoraj sem našla. Celo uro sem šla po koruzi. Zdaj pa, to je pa tretji način, ki je isti kot drugi? Ja, tole ima zdaj do konca zavile, ne? Zdaj pa preluknja. Torej, to je kekec klobuček. Ja, pa jodlar model. Na model nanašamo volno. Vidiš tako. In ko je nanešen, pa nekako takole izgleda. Ja. Iz dveh strani. Se pravi, nanese se ga na eno stran, pa se ga zaviha, pa se ga nanese na drugo stran in to se ponovi še enkrat. Se pravi, še najprej notranja plast, pa še zunanja plast. In potem kak pa je notri ali skupaj šije to? In ker je noter model ujet, ga je treba pol kasneje, ker se nafilca do neke mere, ga je treba odpreti. In to bom pa pokazal zdaj na tem modelu, ker se ga glih kar filcu. Da se iz notranjega dela mora izločiti model ven. Evo, zato se ga odreže in se model pač ven vzame, ne? Ja, zdaj pa vidim. To je pa zaradi tega, da se notranje strani ne zlepita skupaj. Ja. Ne? Ker pri filcanju gre za to, da se združujejo vlakna volnena. A ne? In če pogledamo zdaj, ko bo tale klobuk se skrčil, bo postal tak je ta. Ja. In zaradi česa bo se skrčil? Zaradi fizikalnih lastnosti, ki jih ima volna, da se na temperaturi pa na vlagi, da se skrči skupaj. Sploh če pomagamo še z milom, prav da ga sproti še malo milimo, pa vlažimo, takle, da se fajn spen. In je pena v bistvu tista, ki dela to združitev. Ja. Na koncu, ki je fertik, se more splakniti pa posušiti. Pa vrata tak. Zdaj, če dobro pogledate, jaz sem ga na eni strani že obril, tukaj se še vidi dlakice, na tej strani je pa že obrit, da pol pride tak lep, kakor tale rečemo. Prav tak, da ni nič kosmat gor. Enim je všeč, da je kosmat, enim pa ne. Celo življenje s tem se ukvarjate? Rokodelci sem. Zanimajo me različni posli, predvsem tradicionalne obrti pa rokodelstva. Česa pa ste začeli? Tradicija. Začel sem pa z lesenimi izdelki. Ja. Še vedno izdelujem lesene izdelke, recimo ure po naročilu in tako. Drugače me pa zanimajo vse možne tradicionalne obrti. Kako se je začela vaša zgodba z izdelavo takih stvari? Jaz bom tako rekla, od majhnega so me naučili plest in me je zanimalo, kako od ovce do končnega izdelka. In ko je bil čas, sem sama naredila prvi kolovrat, zato da sem sprobala, kako dela, kako gre. In ker mi je ratalo to zelo fino, sem pa še enega kupila, tazga malo boljšega, malo starejšega, tazga starinskega, zato da je bolj pristno, tako. Kaj pa vam najbolj všeč pri procesu izdelave? Tako bom rekla, umiri me. Ne vem, zakaj mene to umiri, isto je, tudi če filcam, me tudi umiri. Tako da nekako volna sama me miri in pol je, to je to, volna je zakon zame. To je tako dobro, da ohranjamo nacionalne stvari. Ja, tudi to je, ja. Nažalost nisem imela nobenega, da bi me naučil, sem se morala sama naučiti. Isto je, za tkat sem si tudi sama naredila za tkanje, ker me je tudi zanimalo, kako to poteka. In mi je zelo zanimivo, ker lahko razne vzorčki se delajo, pa to. Malo matematike je zraven, ker je treba še kaj izračunati, in mi je tudi to všeč, ker sem matematični tip, tako da ja. Polele take različne igle so, to je več skupaj, pa so pa še različne debeline. In ko se začne, imaš večjih in filcaš toliko cajta, pa ko je pretrdo rata za te več, rabiš pa malo manjšo in takole lepo filcaš. In je to kakšna urca dela, zato da iz ene take mehke zadeve rata trda. Pri sliki je pa malo drugače,
pa pride skozi volna, z une strani jo nabadaš in pol pride skozi in je pol obdrži se. Aha, na tak način. Ja, tukaj pa treba vsak listek posebej s to iglico na filcat, nabodati. To je kar dela. Ja, zelo velik dela, zelo natančen moraš biti, ja, tako da. Ampak, se pravi, mene to pomirja, ne? Tudi tole nabadanje mene pomirja. Zdravo, liofilizacija je, bom rekel, novejši postopek, vsaj v živilstvu, sušenja sadja in zelenjave. Govorimo o nizkotemperaturnem sušenju v vakuumu, ki omogoča, da živila shranimo na način, da obdržijo vsa prvotna hranila, vse vitamine. V bistvu je trenutno najboljši način konzerviranja, ker ne potrebuje nobenih dodatkov, nobenih konzervansov, nobenih sladkorjev, zato da so dobra, varna, kakovostna za uživanje leta in leta potem, ko se posušijo. Torej, koliko časa se da shraniti? Zelo odvisno od tega, kako je shranjeno. Ustrezno, se pravi, pravilen način shranjevanja je tak, da se živilo potem shrani v nekem brezzračnem okolju, brez kisika, ker je 100% suho, v takih pogojih pol ni možnosti, da bi se potem živilo pokvarilo. Liofilizacija torej zagotavlja kemično in biološko stabilnost v osnovi. Mi se zdaj s tem ukvarjamo 4. leto zapored in imamo kozarce, ki so 4 leta stari in so še vedno... A lahko vprašam, kako se je začela vaša zgodba, kako ste začeli se ukvarjati? Ja, v bistvu jaz imam 2 otroka, ta starejši je star 5 let in ko se je rodil, smo malo bolj začeli gledati na način prehranjevanja in sestavine. Ciljali smo, da ko je začel s hrano, da se je prehranjeval čim bolj zdravo, lokalno sadje, zelenjava, ekološko pridelano, tisto, kar je konzervirano, brez nekih nepotrebnih konzervansov. Takrat smo izvedeli tudi za ta postopek. Smo kupili en liofilizator za lastno uporabo, potem pa po enem letu se je dejansko nekako rodila ideja, smo začeli tudi sodelovati z lokalno zadrugo in z lokalnimi kmeti in smo pač začeli tudi s tem v poslovnem smislu. Najlepša hvala vam in želim vašemu podjetju veliko uspeha. Hvala lepa. To je turška kuhinja. Ja, imamo tukaj turške kuhinja. Smo imeli baklave, ampak zdaj smo končali in tako tukaj samo malo majhna sladica imamo. Tukaj imamo burek s krompirjem, tukaj mešana krožniki imamo in trikos en kupona pogača imamo s sirom. Köfte, to je sladka köfte iz Bulgarije. Tukaj imamo sarma, veganska sarma brez mesa, riž in začimbe malo. Ja. Zelo dobro. Zelo dobre gospodinje. Od katere starosti ste začeli kuhati? Mogoče iz 15. Začnemo, malo, počasi gre. To meni vedno tako všeč, če nas vzgajajo tako, da naši starši nam pomagajo, pa povedo, tako, isto. Pa vsi družinske recepte. Imate kakšne mogoče stare družinske recepte, ki jih shranjujete? Ja, veste, vidite. Kaj pa je to? Mogoče o čem pa recept? Da kako meso ali mogoče kako pecivo? Sem začela od otroštva manti. Sem testo naredila s svojimi rokami, potem sem odprla, potem naložili krompir ali meso. In tako smo skupaj naredimo to iz družina. Zelo dobro sem učila tako hitro. Ste zelo prijetne ženske, najlepša hvala vam. It's your first time here on this event? Yes.
how did you find the information about that? I found it in the internet. I was just looking about some things that are happening in this region, so we like good food. Where are you from? From Germany. Yeah. Is it your first time in Slovenia? Yes. Yeah. Do you like it? I suppose. We love it. Yes. S čim pa se ukvarja vaše društvo ali vaše podjetje? Ja, mi imamo paintball pa airsoft poligon, v bistvu piknik prostor tudi nudimo na naši lokaciji, dvorcu Leše, ki je tule zelo blizu tega dogodka Štrukelfest. Tako da naša primarna dejavnost je paintball pa airsoft. Ja. Od katere starosti ljudi lahko pridejo? Od 8 let naprej, torej ta je za 8 let, pa do 99. Zdaj, če si ti fit 100-letnik, tudi lahko igraš, ker imamo zaščitno opremo, da zaščiti vitalne dele, da ni nič narobe. Ste že vse probali tukaj? Vse še ne, ker ne prideš na vrsto, nekaj že zmanjkuje. Mogoče bo treba za drugo leto malo več. Te gospodinje, da naredijo malo več štrukljev. To pa res. Ja, ker so odlični, dobri, okusni, tako da vse na nivoju, bi rekel. Najlepša hvala. Ste danes že končali? Ja, mi smo končali, smo zelo zadovoljni, imeli smo veliko materijala, ampak je tudi kar hitro pošlo. Ker mogoče je zelo dobro vse. Ja, dobro je bilo, so pohvalili. Prvo so ajdove štruklje, ki so bili s proseno kašo, tisti so prvi šli, potem so šli čemaževi, je tudi nekaj posebnega, da je hitro šlo v promet. A lahko vprašam še kot podjetniško izkušnjo, kaj lahko motivira podjetnika, če mogoče slabi časi ali še kaj, kje se da najti tako energijo, navdih? Meni je najbolj to, da so ljudje zadovoljni. To se mi zdi, da je zelo dosti. Danes pri vas je bilo kar pestro. Ja. V čem pa je skrivnost? Zakaj ste imeli tako gužvo? Skrivnost, ne vem, če bi rekel, da je kaj posebnega. Dobre štrukle smo naredili, to je to. Izgledate zelo energično. V čem pa je skrivnost tudi take vitalnosti, če se vprašati? Štruklih? Ja, verjetno, ne, dobra volja. To je, smo v poslu, ki ga pač moraš imeti rad in z veseljem delati, če hočeš. Tudi usreči druge ljudi oziroma skozi kulinariko pričarati kak nasmeh. Ste tako lepo vse pripravili, res umetnost je. To ste vedno tako vse pripravite? Ja, naša kmetija se pač s tem ukvarja. Malo imam pa tudi žilice, ker sem pač po poklicu pa cvetličarka. Kje pa se nahajate drugače? Drugače sem tukaj domačinka, tako da v bistvu je 500 metrov stran se nahaja naša kmetija. Torej ste kar peš prišli? Ja, skoraj. Imamo še tudi marmelade, različne sirupe. Delamo pa tudi domače žlingrafe, ki je tradicionalna jed za Zgornjo Savinjsko dolino. To je družinsko podjetje, prav? Katere generacije že s tem se ukvarja ali ste prva generacija? V bistvu se je že ukvarjala prej moja stara mama, nekaj malega mami, zdaj sem pa v bistvu ta tretja generacija. Zdaj pa ste vi prevzeli. Tako. Kaj vam najbolj všeč pri takih podedovanih podjetjih, domačih? Zdi se mi zelo pomembno, da gre tradicija naprej, da se spoštuje lokalno, domače sestavine, tako da je malo boljš kot v trgovskih centrih, no. Je pa res vse narejeno ročno, tako da. Štrukelfest je bil vrhunski, vse splačalo in celo uro iz Maribora sem. Prvo, kaki razgled, ste ga videli? Jaz sem veliko ljudi posnela, z vsema sem pogovarjala, nahranila mene pa je Anja vedno poskrbi, da sem sita, ker vedno, če pa snemam, pridem pa nič ni, že zmanjkalo. Anja pa vedno zame prihrani nekaj. Anja, v čem pa je skrivnost, zakaj pa največja vrsta pa je pri tebi? To pa je že drugo leto, imam največjo vrsto. Ne vem, verjetno energija pa dober okus. Čokoladne. Ja. Dvakrat čokoladne. Zdaj sem že vse probala. Super. Dober tek, hvala lepa. Izvolite. Se vidimo naslednje leto tu.